Slišali smo marsikaj, bom rekel, širše družbenega, kako lokalna hrana povezuje skupnost, kako omogoča delovna mesta. Sedaj pa gremo malo bolj konkretno k posamezniku. Kaj je pa tisto, kar bogati posameznika, če je lokalno hrano? Z nami je Marija Merljak, živilska tehnologinja, svetovalka za zdravo prehrano, ki bo odgovorila na vprašanje, zakaj je dobro in bolje jesti lokalno. Marija, izvolite. Malo šepam, ampak nič hudega. Nekje pa, ni variante. Torej, lejte, jaz vse to dobro poslušam in točno vem, da ste tukaj naredili prvi korak. Res je treba res pogledati lokalno, ampak jaz to besedo razumem drugače. Lokalno Slovenija super, ampak jaz Slovenijo razdelim na področja. Bovc, torej gor, Bela krajina, mi moramo nujno vedeti, kje ta hrana oziroma živilo raste, kaj to živilo ima v sebi. Prvo stvar, kar jaz rečem, hrana ti nudi dve stvari. Včasih morda so rekli, ko se ti naješ, si močan, lahko delaš. Ampak danes imamo, pravzaprav, tako bom rekla, tudi takrat so vedeli, kaj pomeni, ko ti si šoto jajce narediš, kako te okrepi. Včasih so tudi vedeli, kaj se zgodi, ko zelje poješ na novoletno jutro, da te to razstrupi. Včasih so tudi vedeli in znanstveno je že dokazana, ko košja župa, 3,5 kile težka, to je cel recept. So vedeli, to pomeni, da hrana je takrat nudila, da si se okrepil in tudi, da ti je pomagala pri zdravju. In zdaj bom poudarila, kakšnemu zdravju. Danes sta dve zdravji. Eno zdravje je takrat, kadar ti nekaj fali in greš zdravniku in ti da zdravilo. To je 100%, to je tisto, kar naredijo zdravniki. Ampak danes pa moramo vedeti, vsi tukaj sigurno ste študirali biologijo in veste, kaj pomeni celično popravilo, to se pravi, da kaj hrana naredi na področju pravzaprav celičnega delovanja. Torej, tukaj nimamo kaj. In danes se mi zdi preveč govori o tem, boš imel sveže, ne bo prepotovalo, ampak kaj, to skoraj ne smemo pozabiti, pravzaprav ne skoraj, ne smemo pozabiti, da takrat, kadar si poješ, jaz bom rekla, torej lokalno, če sem, jaz pa bom rekla, če grem v Prekmurje, če grem v Belo krajino, če grem nekam drugam, jaz sem prepričana, da naši kmetje, pa tudi mi, tudi kupci, ne vedo, kaj pomeni zelje, ali pa dobro, bom rekla, kaj pomenijo kaj recimo pomeni v Bovcu bovški sir. 3-krat več sestavin ima kot koza. In da vem jaz, da mi ta trenutek resnično kozje ali pa ovčje, bom rekla, izdelki delujejo na naše telo, resnično kako delujejo v boju proti določenim, recimo kandidi. Ampak dejansko ne vedo in se pravzaprav pojavijo nekje z enim izdelkom in rečejo, ja, to je pa ovčji sir, ali pa to je pa kozji sir. Jaz pravim, da danes se mi moramo najprej naučiti, kaj ti hrana nudi, ker hrana mora nuditi za naše celice 3 stvari. Energijo, zato da normalno živimo, hranilo, oziroma gradbene snovi, da se non-stop obnavljamo in zaščito. Lejte, danes smo, ali pa mogoče v 50 letih, smo malo preveč se usmerili, kako deluje kakšen vitamin, če nimaš A vitamina, ne moreš gledati, če nimaš C vitamina, tako, in potem ti nastane recimo skorbut ali karkoli. Ampak smo na nekaj pozabili, da naš paradižnik ima, ali pa jabolko, ima vitamine, ima minerale in dejansko telo vedno reagira, takoj reagira, kaj recimo, če nekaj mesecev nečesa ne ješ. Vendarle, tisti olupek jabolka
pa tisti korenček ali pa paradižnik ali pa solata, ki pride specialna, super na polici, ampak so odrezani vsi stran listi ali pa brokoli ali pa listi. To sploh ne vedo ljudje, da so ti antioksidanti, ki smo jih nažalost, malo smo rekli, sem da bo strašno lepo, tako močni v našem telesu in to je treba najprej naučiti. Jaz pravim, ko bojo trgovine imele v trgovini ali pa na tržnici, da bo kmet, jaz jih toliko učim, vedno ko ti ponudiš ali pa ko daš recimo v trgovini, ne vem, kjerkoli, tudi veliki, lejte gospa, danes je ta namaz tako neverjetno dober proti stresu. A veste, takrat ti vidiš, da ga vzgajaš na ta način, da bo on vedel, da se boš ti najedel in potem, da boš boljš. Če recimo smo imeli v Vzajemnosti, to je velika stvar, hrana za mišično maso in jaz pravim, da takrat sem imela sploh sebe kot vzorc, ker sem pač neko neumnost naredila, padla in to. In je zdaj recimo, ko so malo mišice zmit, moraš vedeti, kako si boš ti popravil. Ampak to je pomembno. Glejte, vsaka stvar na tem svetu, vsak vitamin, vsak mineral nikoli ne hodi sam, nikoli se sam posebej, če bom jaz zdaj vzela kalcij, nič mi ne bo pomagal, ker če hočem, da moje telo kalcij sprejme, potem rabim vsaj še 12 drugih sestavin, da pride do prehodnosti. Ali pa recimo magnezij, ali pa železo, to je taka kombinacija hranil potrebno med sabo, da ti sploh izkoristiš. Pa še nekaj, nečesa pa sploh lahko podereš. Jaz zmeraj rečem, takrat, kadar imajo kakšna slabokrvnost, ona išče, kje je železo. Grem po jetra, grem po to. In štop, nič se ne dvigne železo. Moraš ti tudi malo solate, ker C vitamin, pa bakar, pa glukoza oziroma fruktoza se mora podpreti vezavo železa. In potem naredi krasno kosilo in popije belo oziroma črno kavo ali pa zelen čaj. Prepreči absorpcijo. In tukaj mislim, da delamo neznanske napake. Šli bomo po najboljše živilo na tržnico, v trgovino, kamorkoli in bomo prinesli domov in bomo to stvarco neki cajta tam mešetarili po hladilniku, neki bomo pustili kar zaradi lepšega na mizi in potem bomo šli kuhati ali pa peči recimo z napačno maščobo. Zdaj ravno kar razmišljam, kakšna maščoba, veste, koliko je pomembna maščoba, ta prave maščobe, prvič tiste, ki ti celično membrano naredijo uporabne in tukaj imamo Slovenci krasna olja in to ta prava. Ampak, kako je možno, da slovenski proizvajalec, veliki, napiše na eno olje varovalno živilo, vsebuje omega 3, 6, 9. Hopla! Kaj pa tam gor piše še? Rafinirano. A kdo pomisli, kaj pomeni rafinacija? Da te maščobne kisline sploh niso uporabne za njegove celice. In to so stvari, ki moramo močno delati na izobraževanju. Pravzaprav, na izobraževanju mi živilski tehnologi moramo non-stop študirati. Vendar ne. Veste, to so pa srečaš se z enim človekom, ki pa mogoče tega ne kapira. Hvala Bogu. Jaz zmeraj rečem, prisluhni temu človeku, povej mu preprosto, domače, jaz imam sem to željo, da vzljubi to hrano, ker takrat, kadar bo hrano pojedel, se bo res počutil bistveno boljše. A veste, hranila niso samo, smo rekli, zato, da pravzaprav ti kaj pomaga, razne koprive, veste, da moram zajesti koprive, ampak ti dejansko, ti postajaš boljši človek. In dejansko, jaz sem zadnjič razmišljala o tej demenci. Koliko mi delamo pri demenci neumnosti, ker kaj se dogaja? Nekje slišijo ljudje, ne smeš tega jesti,
ne smeš drugega jesti, ne smeš tretjega jesti, manjkajo mineralčki, ki omogočajo vezavo in določeni mineralčki pa hitro preidejo skozi krvno-možgansko pregrado in tudi lahko povzročajo težave z možgani. In to so stvari, jaz čutim, recimo kuhna pa to, vse včeraj smo imeli, oziroma smo imeli po celi Sloveniji, jaz poznam recimo toliko starih jedi in jaz pravim 3 tukaj knjige, to je premalo, v Bovcu 3 velike knjige starih jedi, ampak oni poznajo, oni imajo zelo malo stvari, ampak poznajo kislico, poznajo rman, poznajo vse stvari, ker mislim, da tudi te divje rastline smo pozabili vključiti. Divje, ne samo regrat pred hišo, ne samo, recimo, pravzaprav že ogromno divjih rastlin smo vključili v prehrano. Divja rastlina ne rabi škropljenja, ne rabi, ona je tako močna, zato je močna, ker je nismo ojčkali. In ko pride ta rastlina v našo telo, pa ni treba dosti, naredi mineštro, kjer boš dal mičken še drugega noter, ker boš podprl enostavno naše zdravje, naše delovanje celic. Jaz pravim, imam željo in tudi sigurno bom storila to, da bomo res že zdaj delamo ogromno po Sloveniji, da poiščemo stare ta prave recepte, ne tisto, in jih mora skuhati tele naša gospa ali pa gospod. Mi smo včeraj kuhali, smo imeli primorska briška kuhna. Mora biti 23 sestavin noter, to je ampak je pomladna, je poletna, je jesenska, pa zimska. In kaj smo mi s tem naredili? Prej sem rekla, hranila se morajo vezati med sabo. Kaj pa to pomeni? Poglej skozi okno, poglej, kaj ti je tisti trenutek zraslo in deni v lonc vse, ne da rečeš, tega ne smem, pa tega, vrži v lonc, kar ti je pred hišo zraslo. Ali pa pojdi iskat lepo na tržnico vse, kar je v tistem kraju, ne hodi drugam, ampak tisto vzem. Ampak moraš pa tudi razmišljati, da ti je nekaj ostalo tudi v kleti. Nekaj ti je ostalo recimo na skednju. In takrat ne poslušati nobenega, ki ti bo rekel, Bog hvar masla. Ne poslušaj nobenega, ki ti bo rekel, Bog hvar ocvirka. Sej, ocvirk smo po zimi rabili, verjetno zdaj ga bomo, da žganci brez ocvirku ne morajo biti. Potem je potrebno še kaj drugega, torej dati vsak mesec na tem svetu, pravzaprav kjerkoli smo, nam je dal s pomočjo tega, da so hranila, oziroma da je nekaj zraslo v tistem mesecu, točno tisto, kar rabimo. In ko boš dal vse noter, si rešen. Jaz imam toliko diagramov, kako se med sabo stvari vežejo. Ampak zakaj bi komplicirala? To je naše področje, ko moramo omogočiti vezavo. Poglej skozi okno, poglej to našo drago naravo. Naša Slovenija je tako bogata. Prej sem poslušala Prekmurce, Marija, Krašovci, tak prav pršut, vam povem, ga ni. To je zdravilo. Potem je brin, a ga lahko, a ljudje res brinove jagode, ki moraš, kadar imaš masno, moraš ga vrš noter. Jaz sem si brinovo olje dala gor, vam povem, koliko pomaga. Brinovi. Kdo je brinovo olje kdaj povedal? Te stare mame. Pa tudi zeljne liste. To se pravi, da je treba spoznati v naši Sloveniji vse. Ko bomo spoznali, bodo slišali tudi tisti, ki nakupujejo blago. To se pravi, ki nam ponudijo blago v velikih firmah. In to je zdaj tisto. Kupca ti srečaš vse posod. In temu kupcu moraš povedati preprosto in temu kupcu moraš biti ti ta prav, ne da si kot mumija, ker če ne ni nič, zdaj naredi nekaj za sebe, ker če ne prodajaš samo strokovne stvari, pa te noben ne bo zastopil. Sam veste, Primorka. Veste, to je tisto,
In on bo šel kuhati. In potem določene stvari. Jaz sem prepričana, da mi zelo dobro, pravzaprav imamo veliko hrane, pa zmeraj bolj je ljudstvo bolano. To nekaj ne gre skupaj. In zato jaz pravim, da takšno srečanje, ko je tukaj, je prekrasno. Zakaj? Ker mi začnemo razmišljati o zdravju. Kdaj pa je človek zdrav? Ne takrat, kadar samo rečejo, ja, veste kaj, gospa, vse je primerno letam. Marija, sem tega ne reči. Ker to ni res. Ker so ljudje pri določenih starostih močni, 100 let stari. Zaradi tega, ker se s hrano da povečati svojo lastno ustvarjalnost. Povečaš tisto, da si dober človek, da te imajo ljudje radi, da dejansko se vidi neka energija. In potem gre to, veste, in pol bo prišel do vrtička, pa bo tam usedel. Pol bo prišel do ujnga, jaz, če pridem na tržnici, kadar jaz pridem iskat, recimo, če mi tisti človek ni vesel, ker če mi ne pove to klep, jaz grem stran, veste. Zato, ker jaz tudi od njega dobivam nekaj lepega, ko grem domov. In še nekaj. Zaključila bom samo s tem izrekom. Vsi znamo kruh speči, vsi po vrsti, ampak v vsaki hiši, v vsakem prostoru je kruh drugačen. In ta drugačnost, in to je tako nekaj lepega. Jaz želim imeti, tlele noter, veliko bom še delala, ampak da se imamo radi in da zaupamo v hrano, zaupamo v take projekte. Ti projekti so fantastični. Ma zaupam tudi tismu sosedemu Tončku, ki je 2 jajci, dobro, ne 2 jajci, mislim, da je nekaj posadil, pa je prinesel prodati. Ma ne 2, zdaj res malo smešno. Sam da noste to dalkom naprej. Ampak da je posadil tisto solatko. Veste, toliko je ratalo že vse komplicirano, da se ljudje že bojijo, kcem pa kje. Veš, da je to, jaz včasih zelo rada imam strokovnost. Ampak, veste, včasih te fakulteta naredi preveč pametnega. In to, kar te pametnega naredi, toliko si konšten, da še sam sebe ne zastopiš. Ja, to res. In to takrat bo rekli, beži mi tisti s temi vitamini naprej, daj mi reči, zdaj me nekaj boli. Jaz rečem 5 pokoprive. Konc je. Torej, jaz vam želim čudovito, no še samo tej starosti. Torej, ena je, jaz hočem, da se popravljajo te starosti. Ena je kronološka. Te se ne da žal. Druga je biološka. To je tist, ki gre zdravniku, pa ti rečejo, veste, gospa, vse je primerno letam. Ni res, ker so 100-letniki, ki so še taki, še ta pravi. Tisto je pa tista še pol, tista duševna, psihološka, da razmišljaš, kako boš zaplesal, kako boš imel enostavno dobre kosti. Mi da zmožemo že 7 vnukov in jaz imam take projekte pri 80 letih. Dan zdaj gremo še nekam in veste, kaj treba narediti? Da pokažeš temu otročičku, kako je lepo to življenje. Ljubimo življenje in to je tisto, kar sem hotela sporočiti. Marija Marljak, najlepša hvala za tole vašo sončno predstavitev in vsekakor ste nas spet spomnili na to, da hrana je res da živilo, ki ga potrebujemo, je pa tudi zdravilo. Tako da najlepša vam hvala.